V 24 ur Fokus nocojo poklicih prihodnosti. Naši otroci bodo opravljali tudi poklice, ki v tem trenutku sploh še ne obstajajo. Kateri poklici bodo vse bolj iskani in kateri še bolj potrebni, kot so že zdaj? Kakšni bodo poklici prihodnosti? Kaj se bo spreminjalo in kako? Do leta 2022 bo okoli 75 milijonov poklicev, predvsem rutinskih, počasi izginjalo. To so podatki Svetovnega gospodarskega foruma. Nekaterih poklicev v administraciji, tudi v tovarnah, ne bo več. Da se službe, delo, poklici s časom in razvojem tehnologije spreminjajo, ni nič novega. Prva industrijska revolucija je prinesla parne stroje, druga elektriko in tekoči trak, sledili sta elektronika in robotika, četrta pa bo vključevala veliko podatkovje in pametne sisteme. Po podatkih OECD je skoraj vsako 6. delovno mesto podvrženo visokemu tveganju, da bo v prihodnjih 15 do 20 letih avtomatizirano. V Sloveniji to tveganje še večje. Vsako 4. delovno mesto bodo po vsej verjetnosti opravljali stroji. Ogromno bo teh poklicev v proizvodnji, naprimer tisti, ki so povezani s proizvodnim procesom, ki se danes mogoče še vedno opravljajo manualno, se bodo lahko avtomatizirali. Potem poklici, ki so povezani z preprostimi deli, v preskrbi s hrano. Potem so tukaj določeni poklici tudi v storitvenih dejavnostih. Že danes je veliko poklicev, ki izumirajo ali so že izumrli. Prižigalcev luči, ki so, predtem smo poznali javno razsvetljavo, ročno prižigali luči, že dolgo ni. Nekoč ste zbujanje lahko naročali prek telefona. Zjutraj so vas tako klicali ljudje, za katere je bila to služba. Zdaj že nekaj časa v bistvu je poklic telefonista tak, ki ga ne iščemo več. Počasi izginjajo urarji, čevljarji. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje so pred 20 leti delodajalci na nižjih stopnjah izobrazbe najbolj iskali gradbene delavce, snažilke, lesarje, bolničarje, natakarje, ključavničarje. Letos pa, 20 let kasneje, voznike težkih tovornjakov, zidarje, natakarje, prodajalce, varilce. Med više izobraženimi so še pred 2 desetletjema delo najlažje dobili diplomirani ekonomisti, pravniki, inženiri strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, učitelji razrednega pouka. Danes pa strokovnjaki za zdravstveno nego, vzgojitelji, učitelji na vseh stopnjah izobrazbe, zdravniki, strokovnjaki za vzgoj in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, fizioterapeuti. Struktura poklicev se spreminja. Vendar to še zdaleč ne pomeni, da bo delovnih mest manj. Zamenjala jih bodo druga, drugačna. Okoli 65% poklicev, ki jih bodo opravljali sedanji otroci, danes še ne poznamo. Lahko sklepamo, da seveda bodo se ukvarjali predvsem z rabo in usmišljanjem sodobne tehnologije, na drugi strani pa zelo zanimivo, da se bodo potrebe po delu z ljudmi, torej nekoga, ki zelo dobro pozna človeško psiho in potrebe, blazno povečevale. Za kakšne poklice torej pripravljamo prihodne generacije in ali šolstvo sledi tem spremembam? Bo formalna izobrazba pomembna oziroma ali bo zgolj formalna izobrazba dovolj? 40% na novo ustvarjenih delovnih mest v zadnjih 11 letih je v digitalnem sektorju. Vsak 6. delavec pa trenutno nima ne izkušenj, ne osnov računalništva. Moja pozicija je oblikovalka digitalnih produktov. Mi moramo določiti, kje bo stal nek gumb, kaj se bo zgodilo, ko bo uporabnik pritisnil ta gumb, kako mora izgledati ta gumb, kakšne barve, koliko velik napis mora biti, kaj mora noter pisati, da bo razumel, kaj to pomeni. Se pravi, da je za uporabnika čim bolj intuitivno. Kaja Vrhovec Andrič, diplomirana kulturologinja, magistrica komunikologije, ko je študirala poklic, ki ga opravlja danes, sploh ni obstajal. Vsaj v Sloveniji ne. Nisem vedela za njega, definitivno ne. Tudi takrat si nisem predstavljala, kaj bom počela v življenju, tudi zato sem verjetno zbrala tak faks zelo generalen, vedela sem, da me zanima družboslovje. Po faksu sem rekla, ok, zdaj pa ne, se moram odločiti, kaj bom počela v življenju. Čisto v bistvu načrtno sem se lotila, zdaj se bom jaz tega naučila, pa bomo videli, kaj bo. Začela sem neke online kurse delati, pol pa se je zelo hitro ponudila priložnost tukaj na Dilapsu. In to je tisto, svarijo strokovnjaki, kar bo posebej zaznamovalo generacijo, ki na trg dela šele prihaja. Dr. Sabina Žnidaršič, karierna svetovalka na Kariernem centru Univerze v Ljubljani, je prepričana. Formalna izobrazba je in bo pomembna, vendar ta bo šele začetek. Zdaj smo na radikalnem prehodu. Če si včasih šel v šolo zato,
da si pridobil poklic, s katerim si se potem v življenju preživljal do konca. Danes temu ni več tako. Vseživljenjsko izobraževanje bo postalo bolj kot neinstitucionalizirano ali pa bojo posamezna podjetja to vključila v svoje delovne okvire. Izobraževalni sistem sledi trenutnim potrebam po kadrih, ne pa potrebam, ki bodo čez 10 do 15 let, opozarja. Na poklice prihodnosti smo nepripravljeni. Predvsem se soočamo s tem, da študente vzgajamo, ljudje, ki smo bili vzgajani in šolani v nekih popolnoma drugih časih. Skratka, ustvarjamo neke predstave, ki jih bojo zelo težko spravili v realna življenja in preprosto bodo zelo veliko časa porabili, da se bodo adaptirali tistemu, kar jih čaka, v kar bodo vstopili. To pa je nenehno vseživljenjsko izobraževanje. V današnjem svetu znanje eksponentno narašča. Na eni od platform za ponujanje in iskanje služb zato mladim svetujejo. Vse svoje upanje polagati samo v formalni izobraževalni sistem je premalo. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da se posameznik zaveda, da je odgovornost tudi na njem. Se pravi, če danes polagamo vso odgovornost za karierno uspešnost na izobraževalni sistem, imajo prednost vsi tisti, ki tega ne počnejo. Zelo svetujemo mladim, da opravljajo študentsko prakso v podjetjih, ki jih zanimajo, da hodijo na dogodke znotraj področja, ki jih zanima, da se mrežijo. Jaz v bistvu itak delo vidim kot neko stalno rast in učenje. Tukaj so stene polepljene s papirji. To niso opomniki, temveč ena od faz delovnega procesa. To je ena metodologija, ki jo mi zelo velikokrat uporabljamo, sploh na začetku nekega novega projekta. V bistvu nam pa pomaga postaviti neko arhitekturo aplikacije, neko logiko. Nova orodja, nova znanja ter pogosto spreminjanje ne le delovnih mest, temveč tudi področji, s katerimi se bodo zaposleni ukvarjali. Vse to bo zelo kmalu zaznamovalo trg dela. Kariere niso več premočrtne, ampak preigravaš različne vloge. Projekcije so take, da bi recimo določene znanje zdržalo na trgu 2 do 3, maksimalno 5 let. Potem bi pa sledila prekvalifikacija, ki bi v posamezniku vzela recimo 2 leti. Torej, to so popolnoma drugačne zgodbe, kot smo jih bili mi navajeni v 20. stoletju. EMA, podjetje, ki med drugim razvija sledilno napravo v nautiki. Okoli 4000 ladij po svetovnih morjih je opremljeno prav z njihovim izdelkom, ki prek satelitskega prenosa podatkov sporoča, kaj ladje počnejo. Za ribiške denimo ali lovijo na zakonit in ekološki način. To je podjetje s celim naborom služb, ki jih do pred kratkim sploh nismo poznali. Na vhodu ni receptorja. Svoj obisk na tablici zabeležimo sami. Sami ustvarimo neka hibridna, interdisciplinarna mesta. Ta znanja so toliko širša in toliko bolj prepletena, da je ugodno, da najdemo še nova imena. Pred časom so denimo iskali geomatika, torej delavca, ki bi obvladal tako informatiko kot geologijo. Mi smo iskali že geomatika, ko še v šolah niso niti pomislili, da bi združili enega geologa pa informatika skupaj. Ste ga našli? Žal, neke približke smo imeli, ampak ne, nismo ga našli. Zoran Špec je vodja razvoja programskih aplikacij. Z ekipo skrbimo, da te naše naprave znajo komunicirati z servisi, rečemo temu, na obali. Formalna izobrazba da zgolj orodja, s katerimi potem se pripravljamo na poklice v prihodnosti. Se pravi, če govorimo to konkretno, to, kar mi počnemo, so to orodja v smislu poznavanja matematike, poznavanja statistike, poznavanja programiranja. Spreminja se tudi način iskanja delavcev. Iskanje kadrov že dolgo ne poteka več tako kot včasih, pove kadrovnica v podjetju. Za najboljše delavce, ki bodo prinesli preboj, za vizionarje, je treba iti korak dlje. Ni več objaviš oglas in počakaš, da se prijavi 50, ne vem, ali pa 10 kandidatov, pa naredi selekcijski postopek. Tega pač enostavno ni. Komunikacije so čisto na drugem nivoju. Ponavadi želiš osebni stik s človekom, uporabiš strokovne revije, strokovne kadrovske sejme, uporabiš poznanstva, ki jih imajo naši zaposleni. Je pa danes že praksa tudi v Sloveniji, naprimer, da so zaposleni nagrajeni za to, da pripeljejo nove zaposlene. Zato, ker so med prijatelji, znanci in tako naprej. Zato, ker so zaposleni tisti, ki so najboljši ambasadori kulture, razmer v podjetju.
Robotizacija je začela spreminjati trg dela, od kmetijstva in industrije do kirurgije in ogromno novih služb usmerjenih prav v razvoj umetne inteligence, v razvoj in vzdrževanje teh sistemov. Avtomatizacija in robotizacija nosita sabo tudi številne pasti, etične dileme, o katerih je treba govoriti. A dejstva so takšna. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma bo že čez 2 leti največje povpraševanje po podatkovnih znanstvenikih, strokovnjakih za umetno inteligenco, razvijalcih aplikacij in drugih programerjih, strokovnjakih za velike podatke, specialistih za nove tehnologije. Živimo v obdobju hitro razvijajoče se umetne inteligence, a ta nas še zdaleč ne bo zamenjala, pove profesor dr. Zoran Bosnič, profesor na katedri za umetno inteligenco. Te zadeve nekako na nek način poljudno potrebno demistificirati. Se pravi, včasih so mogoče gledali Luno pa zvezde, pa razmišljali o tem, da so to neka božanstva, recimo okoli Zemlje. Danes mogoče zaradi nepoznavanja tehnologije gledajo podobno na pač umetno inteligenco. Avtomatizacija administrativnih del ali del za tekočim trakom je priložnost za bolj ustvarjalne službe, pravi. Tehnologija, ki je v razvoju, je namenjena temu, da človeku olajša delo. Prav na fakulteti za računalništvo študente že pripravljajo na službe, po katerih bo v prihodnosti največ povpraševanja. To je laboratorij za umetno inteligenco. Na ta način bi nekako zakodiral ali pač naredil embedding teh preteklih kliničnih slik. Zanimanje za to fakulteto je zadnja leta vse večje, delodajalci pa študente ponavadi poiščejo in jim ponudijo delo še pred koncem študija. Bolj v ospredje pa prihajajo tudi ljudje, ki znajo delati s podatki. To, da se znaš znajti in iskati vzorce v neki zelo veliki količini podatkov, bodi si na področju napovedovanja nekih dogodkov, na področju bodi si energetike, družabnih stikov, nakupa in tako naprej v prihodnosti. Umetna inteligenca pa še zdaleč ne more nadomestiti socialnih stikov, bližine, čustvovanja. Zato poklici, v katerih je pomembna empatija, še zdaleč ne bodo izginili. Ravno obratno, ker se prebivalstvo naglo stara. Leta 1982 je bila v Sloveniji povprečna starost 34 let in pol. Letos, torej niti 40 let kasneje, je višja za 9 let. Vse večje starostnikov, vse bolj bodo torej potrebni poklici, ki se ukvarjajo z nego, skrbjo za človeka. Potrebovali bomo zdravnike, medicinske sestre, še vedno fizioterapevte, spremljevalce starejših. Ne bo izginila potreba po vodovodarjih in električarjih, bomo imeli pa svetovalce za pametne domove, naprimer. Ker bomo veliko spletno nakupovali, bomo imeli digitalne krojače ali pa svetovalce za finančni wellness. Do leta 2050 naj bi po nekaterih napovedih obstajali virtualni arhitekti, trgovci s časom, čistilci ozračja, spletni bankiri za trgovanje z alternativnim denarjem, profesionalni prijatelji, urbani agronomi. Imamo pa ogromno poklicev, ki so naprimer porajajo na področju upravljanja odnosov s strankami. Imamo strokovnjake za uspešnost strank, potrebovali bomo menedžerje rasti. Področja, kjer bo ogromno novih poklicev, so naprimer gradbeništvo, pa potem ekologija, naprimer protipoplavni arhitekti, biotehnologija, upravljalci za genomski portfelj. Vsega tega vsaj v bližnji prihodnosti ne bo počela umetna inteligenca, temveč ljudje. Znanstvena fantastika vedno razmišlja in mediji tudi dajo človeku slutiti, da bo mogoče računalnik lahko kdaj začel razmišljati, se popolnoma samostojno odločati, čustvovati, vzpostavljati socialne stike in jih nadomeščati, ampak dejansko, če poznaš podrobnosti te tehnologije, veš, da nek napredek na tem področju do zdaj je bil, ampak da je pa še kar dolga pot, da lahko računalnik popolnoma oponaša človeka. Slovenci v povprečju zamenjamo službo na 5 do 6 let, v Švici pa denimo vsaki 2 leti in pol. Vsak 4. delavec, tako kaže raziskava portala Moje delo, išče drugo službo. Več kot 40% jih o tej možnosti občasno razmišlja. A je hkrati skoraj polovica anketiranih v vsej svoji delovni karieri službo zamenjala le enkrat ali nobenkrat. V prihodnosti bo po vsej verjetnosti delodajalcev več bo tudi projektnih zaposlitev. Že danes pa imamo cele panoge, v katerih delodajalci pravijo, da ne najdejo dovolj delavcev. Vprašati se je treba, kakšne pogoje jim ponujajo, koliko in kako jih plačujejo. Mislim, da nas čakajo velike spremembe v paradigmi dela. Če so se še nekaj desetletij nazaj borili za 8-urni delovnik, se danes že govori o 6-urnem delovniku, tudi slovenska podjetja, nekatera so že uspešno uvedla 6-urne delovnike. Zelo veliko se govori o fleksibilnosti dela, o tem, kako naj se ljudje, ekipe med seboj povezujejo. Mislim, da bo tukaj prišlo do večje fleksibilnosti, take, ki jo naprimer danes že zahtevajo mladi, ko vstopajo na delovna mesta, tako v prisotnosti, delovnem času,
v načinu komuniciranja, kar pa seveda ne vodi v manjšo produktivnost, ravno obratno. Nekatera podjetja, ki že zdaj stremijo k sodobnim pristopom, so to že začela uveljavljati. Mlade generacije so drugačne in treba jim je prisluhniti, spremeniti delovne pogoje, pravijo. Le tako lahko pričakujemo, da bodo učinkoviti. Imajo en pristop, ki je mogoče malo bolj relaksiran, kakor je pa bil kdaj, ne? Zaradi okolja, časa in vsega. Ne? To se pravi, uvajajo se metode, ki dajejo dihati. Ne? Na LinkedInu, ki je s 590 milijoni uporabnikov največje poslovno družbeno omrežje na svetu, svojo priložnost za delo išče tudi 87 milijonov milenijcev. In številni so možnost, da delo lahko opravljajo kjerkoli, označili kot prioriteto. Mislim, mi imamo zelo fleksibilen delovni čas, lahko delamo od doma, ja, ne štempljamo se, mislim, zelo je tako sproščeno, vzdušeno, super je. Potrebe po kadrih se ves čas spreminjajo. Na Zavodu za zaposlovanje so denimo po propadu Mure nekatere šivilje prekvalificirali v varilke, ker so imele dobro razvito fino motoriko. In če se vrnemo na začetek, res je, da bo sodeč po poročilu Svetovnega gospodarskega foruma v službah prihodnosti okoli 75 milijonov delovnih mest izginilo, a hkrati naj bi se pojavilo 133 milijonov novih. Poklic prevodnika na avtobusu, če se ga morda spomnite. Recimo tega sigurno ne vidimo več, ne. Obstajajo pa zdaj veliko delavcev, ki programirajo aplikacijo, naprimer Urbano, ki je zamenjala plačevanje prevozov. Ne bodo več v ospredju točno določena delovna mesta. Že danes, še bolj pa pri generaciji naših otrok, se bodo iskale kompetence, prepleti več znanj. Učiti se bo treba novih stvari. Ja, absolutno tehnološka pismenost. Ja, se pa izrazito poudarjajo tako imenovane socialne ali mehke kompetence. To se pravi sposobnost sodelovanja, prevzemanje odgovornosti, komunikacijske spretnosti, organizacijske spretnosti. Torej to, kar kljub razvoju tehnologije še vedno ostaja zelo v rokah ljudi. Vprašanje pa je, ali bomo na izzive prihodnosti tako z vidika izobraževanja kot hitre prilagoditve znali odgovoriti. Ob tem pa bo izjemno pomembno ne le kakšni bodo delavci, ampak še bolj kakšni bodo delodajalci prihodnosti. Kako bodo ravnali z delavci, kako jih bodo plačevali, kakšne pogoje bodo nudili. Trg dela se spreminja silovito in biti v koraku s časom bo, pravijo poznavalci, težje kot kadarkoli prej.